Nogomet, preprosta igra, ki govori vse jezike, pozna vse družbene ureditve in nagovarja vse in vsakogar. Eni ga igrajo, drugi ga oblikujejo, tretji spremljajo. Nekateri izmed njih zgolj sprejemajo njegove vibracije in zvočne dražljaje. Da jih lahko sestavijo primerno podobo, je Nogometna zveza Slovenije po vzoru mnogih njihov obisk stadiona nadgradila s komentarjem dogajanja. Govor je o slepih in slabovidnih, ki so bili na tekmi Lige narodov Švedsko prvič pri nas deležni tako imenovane audiodeskripcije oziroma preprosto povedano zvočnega opisovanja dogajanja na igrišču in okrog njega. Odzivi so bili zelo pozitivni, zato smo se odločili, da na tekmi s Srbijo dogodek ponovimo. Obisk tekme je na ta način za slepe in slabovidne dobil novo dimenzijo. Ob celotni paleti zvokov, ki jih ponuja športni dogodek, so preko slušalke dobili še enega, glas komentatorja. To je ena dodana vrednost za slepe in slabovidne, kajti mi smo lih tako radi poslušamo šport in da prideš na stadion, je to en poseben vtis. Predvsem za tiste osebe, ki dejansko nič ne vidijo. Kdo so zvočni opisovalci? V osnovi radijski reporteri z dodano vrednostjo. Ki znajo povedati, kakšne so barve dresov, kdo se kaj premika in take stvari. Se pravi, ne statistika tekem ali pa dosežkov, potem pa vidna slika, ampak opis dogajanja. Audiodeskriptor mora biti pozorni še na nekaj več detajlov kot radijski reporter. Čutiš, to se pravi, drugi občutki delajo, predvsem je tisto vzdušje, ki ga dejansko občutiš na stadionu in delajo drugi čuti. Manjka lahko tudi do 65 do 70% informacij, ki jih imamo mi videči. In takrat pridejo pa na vrsti tisti, ki opišajo dogajanje. Odsotnosti vidnega zaznavanja dogajanja seveda ni moč nadomestiti. Govorjena beseda je premalo. Predstavlja le eno dimenzijo, neke vrste sopotnika na potovanju skozi dogodek, ki pa z nazornim opisom na eni strani in s kančkom domišljije na drugi lahko pomaga preplesti aktualno zvočno zaznavanje s podobami in prizori, ki jih je moč priklicati iz spomina ali pa na novo sestaviti. Današnja družba, tako kot naš ambasador slepote, dr. Evgen Bavčar, je okolocentristična. Se pravi, vse se vrti okoli tega, kar vidimo, zaznavamo z vidom in seveda slepim in slabovidnim vse to manjka. Vsi smo navdušeni, tako uporabniki kot mi, ki se tudi profesionalno ukvarjamo z zvočnim opisom in drugimi tehnikami dostopnosti, kajti to je bilo res enkratno doživetje, pionirsko delo in se pravim, čim več. Iskrena hvala Nogometni zvezi Slovenije, ki je dala pobudo za to, da smo danes tukaj in da bomo lahko gledali in poslušali tekmo. Zadovoljstvo je obojestransko. Zahvalil bi se Zvezi društev slabovidnih, slepih in slabovidnih, s katerimi smo projekti speljali in verjamem, da bo dogodek postal tradicionalen. Nogometna zveza Slovenije je s projektom zvočnega opisovanja dogajanja na tekmah dodatno nadgradila svoje poslanstvo. Približati nogomet in vso paleto občutkov in doživetij, ki ga ponuja, tudi tistim, ki jih je usoda prikrajšala za enega osnovnih čutov.